se pravi, vprašanja te neke tako imenovane migrantske krize in tako imenovane krize vrednot, ki jih predstavlja alt-right na Zahodu, se danes pogosto druži z nekimi predpostavkami o stanju tehnologije, ki pač vpliva na te ideologije in ki se pač vzpostavlja na podlagi nekega načina komunikacije. Nekateri celo govorijo, sicer ne v tem kontekstu, o komunikacijskem kapitalizmu in tako naprej. No, ena bolj znanih oziroma bolj naivnih izvajanj, ki gre v tej smeri, je pač izvajanje, ki ima neko predstavo o ljudeh, ki visijo na netu, pač so anonimni in izražajo neke svoje potlačene temne strasti, kar jim omogoča to, pač, da jih net in anonimnost odtujuje od javnega prostora, kjer bi se pač lahko potencialno srečali z konkretnimi migranti, njihovimi osebnimi zgodbami in pač na ta način nekako postali polnopravni predstavniki neke človeške skupnosti. Tega pač izvajanja jaz ne bom komentiral, ker je zelo spontano in je mogoče bolj ustrezno kot nek predmet publicistične kritike. Mogoče je boljši najbrž za predavanje pred publiko, ki se pač ukvarja s teorijo, izkoristiti to priložnost za obravnavo pojavov, ki do neke mere vključuje neko refleksijo višje stopnje, pač da ne bi zapadalo neke avtizme ali pa nek mimogovorjenje in tako naprej. Skratka, bolj od teh nekih spontanih stališč množice liberalno orientiranih klišejsko srednjih razredov se zdijo pač teoretsko relevantna stališča, ki so nekako tehnološko deterministična na eni strani in pa tista, ki so pač odklonilna do vsega vpletanja tehnologije v politična vprašanja. S temi prvimi, pač kao tehnodeterministični, se jaz v glavnem soočam v dveh oblikah. Ena je oblika, ki vključuje apokaliptično vizijo, po kateri pač so sodobne tehnologije popolnoma spremenile človeško percepcijo, načine procesiranja informacij in podobno in jih pač spremenile v neke infantilne zombije, ki živijo v avtonomnem virtualnem svetu, na katerega pa pač nek realni, recimo, svet nima dobenega vpliva. Ta se več od omenjenega spontano-liberalnega načina loči potem, da ne verjame v možnost obnove nekega avtentičnega javnega prostora in ne verjame v avtentičnost osebnega pričevanja in zgodb in tako naprej in niti ni zaupljiva do liberalno-demokratičnega reda kot takega, v katerem bi bilo mogoče priti do konsenza z ustreznim načinom komunikacije. Druga oblika tega tehnološko-determinističnega pogleda je akceleracionistična, ki ga bom verjetno malo karikiral, ker ga hejtam dost, ki pač te stvari vidi kot ki stanje v svetu vidi kot neko avtonomno oplajanje tehnologije v spregi s kapitalističnim proizvodnim načinom, ki pospešuje realnost in njene percepcijo in pri kateri ni več možen doben povratek. V bistvu v tem je podoben prejšnji apokaliptični viziji, s tem, da je akceleracionistična pač afirmativna do teh pojavov in jih pač malo drugače obravnava. Skratka, neizbežno nas čaka neka prevlada mašinske inteligence, človeška subjektivnost se pretaplja v mašinsko. No, se pravi, če ta prva apokaliptična vizija, vzrok za pojav neofašizma in trolov, vidi v apolitičnosti in pač infantilizaciji te človeške subjektivnosti, ki jih prinaša tehnologija, se v bistvu druga z neofašizmom niti ne ukvarja, posebej je do njega dosti indiferentna, kot do nekega plebejskega pojava obupanih množic, ki niso sposobne slediti tehnološkemu napredku nekega razreda inženirjev, programerjev in tako naprej, ampak kot nekaj, s čimer se je pač treba poistovetiti, ker bo to pripeljalo do nekega neoreakcionarnega, avtoritarnega režima,
v katerem bo pač ta tehnološki razred piflarjev, inženirjev, programerjev užival blagodati pač svoje tehnološke naprednosti, ker bo pač operiral stroji, ki bodo ostale nadomestili in bo imel pri tem pač neko privilegij pri vstopanju v postčloveško stanje. Kar lahko pri obeh opazim, je neka estetizacija recimo teoretskega diskurza in poseben odnos do koncepta. Koncept je pač tle nastopal v veliki meri kot plod neke igre z jezikom, analitični aparat je pogosto zamenjan z nekim navdušenjem, s čimer pač seveda ne mislim nič moralističnega ali pa puritanističnega, to pač v osnovi ni neka kritika. Mislim pa, da je tak odnos do koncepta in analize plod ne toliko neke afirmacije, kot bi si te smeri želele, ampak v prvi vrsti negacije določenih tradicionalnih marksističnih konceptov, ki se pač dostikrat izvršuje lahko samo z postavljanjem nekih slamnatih mož, saj lahko v bistvu ta prehod iz primarno analitičnega registra v nekega primarno estetiziranega, s čimer spet ne mislim nič puritanskega, to lahko pač skratka poteka na podlagi neke ikomenzurabilnosti teh dveh registrov. In strani pač analitičnega registra se to pač more nujno kazati kot slamnati mož, medtem ko se strani druge lahko kaže, ne vem, kot haj, trolanje, zajebanci ali karkoli. Sam bom ubral pač neko drugo pot in ustrajal pri teh nekih tradicionalnih marksističnih konceptih, ampak pač nekatere bom seveda izključil, kot je recimo distinkcija na bazo in nadgradnjo, ki jo na primer v svoji sicer dosti zanimivi knjigi Marks v digitalnem dobu uporablja hrvaška teoretičarka Katarina Pejović-Vuković. To delo omenjam zato, ker je pač eno redkih, na katere sem letel, ki se ukvarja s sodobnimi komunikacijskimi tehnologijami iz marksističnega vidika. No, ob vsej poplavi nekega apokaliptičnega in akceleracionističnega govora nas v bistvu po drugi strani lahko prime, da bi se vrnili k preživetim formam tudi iz potrebe po obratni negaciji, pač negaciji negacije, na kateri se pač utemeljujeta po mojem ti obliki mišljenja, ki sem jih opisal. Ampak bi s tem po mojem, s tem, ko bi šli v novo negacijo, bi po mojem zgrešili neko področje teoretskega razmisleka, ki je lahko po svoje res pač visoko spekulativno, a ima tudi neke relevantne teoretske potenciale, namreč področje obravnave fenomenov, ki se vzpostavlja v rabi tehnologije. Obenem bi pa lahko tudi zelo hitro spet izgubili polavtonomijo področji kulture in politike. No, to je bil pač nek krajši metodološki uvod. Zdaj pa začenjam s konceptom razrednega boja in družbe. Recimo dvema konceptoma. Torej, pozaba, ki je konstitutivna za to apokaliptično in akceleracionistično negiranje marksizma, pač tako razredni boj kot družbo ponavadi, po mojem opažanju, združujem. Nek anahronistični, tradicionalni, recimo, marksizem, ki pač tle nastopa kot nek eufemizem za marksizem nasploh, naj bi v konceptu razrednega boja avtomatsko že impliciral obstoj neke družbe. Jasno, obstajajo različni koncepti razrednega boja, ampak pač osnovni je precej preprost. Obstaja razred kapitalistov, ki poseduje produkcijska sredstva in razred delavcev, ki jih ne poseduje in je pač zato pripravljen prodajati svoje delovno silo. Izkoriščanje delovne sile strani kapitalistov poteka pač na način črpanja presežne vrednosti, ki je bistveno povezana z delovnim časom tistih, ki delovno silo prodajajo. Pač ti so v svojem delovnem procesu plačani toliko, kolikor je potrebno za reprodukcijo njihove delovne sile v skladu z nekim presekom trenutno normiranih stroškov splošnih te reprodukcije. Skratka, plačani so za del opravljenega dela v posameznem delovnem dnevu je manjši del delovnega časa plačan, preostanek pač ni in iz tega neplačanega dela pač izhaja
presežna vrednost, kaj verjetno vsi vemo. Ampak v osnovi pač ta še neovržena predpostavka v razrednem boju ne implicira že prisotnosti neke družbe, kolikor pač družbo razumemo v nekem, bodi si v vsakdanjem smislu, v nekem spontanem smislu ali pa nekem, recimo, naivno-teoretskem smislu, v smislu neke razmerja objektivne, institucionalizirane solidarnosti med delavci, ki bi pač že ustvarjala neko določeno razredno zavest. Pripisovanje pač te implikacije marksizmu je pač ustrajanje pri tem, kakor je marksizem zajet v komunističnem manifestu. Kot se to pokaže med apokaliptiki, akceleracionisti in pač sploh mlajšimi generacijami, kot pač to pokaže med njimi nezaželeni, dost trenutno Rastko Močnik v eni svoji knjigi, v enem svojem spisu, ki ga zdaj nimam navedenega po imenu, predstavi tezo, da pač kapitalizem za razliko od prejšnjih produkcijskih načinov prinaša neko naturalizacijo odnosov, ki so bili v preteklo, oziroma, pač to je teza komunističnega manifesta, ne Močnika, ki so bili v preteklosti obremenjenimi z določenimi vrednotami, z neko auro, avtentičnosti, viteštva, časti. V kapitalizmu naj bi po komunističnem manifestu skratka pač tega ne bilo in ekonomija in ideologija pač kao se upadeta, kar naj bi pripeljalo do neke čiste oblike družbenosti, čiste razrednosti, znotraj katere bo pač proletarski razred, ki je zdaj razred kot tak, odpravil obstoječi produkcijski način. In tle je pač še nadaljna predpostavka, da ta razred ni omejen na svoj interes, saj ne bi delal v interesu celotne družbe. Interes celotne družbe pa je pač ravno odprava vseh razredov. Skratka, razred in družba pač tle dejansko koincidirata. Ampak je pač že v razvoju Marxove teorije seveda pač ta teza nevzdržna. Nevzdržna je pač obstajata sfera produkcije in sfera menjave, na kateri pač nastopa tudi delovna sila, ti dve sferi morate biti ločeni. Način pač produkcije presežne vrednosti pač lahko obstaja samo, če se predtem zgodi nek konsenz o tem. Na eni strani imamo posameznike, ki pri produkciji presežne vrednosti vstopajo v neenake odnose, tako pač na strani delavcev kot na strani kapitalistov. Na drugi strani pa so pač v sferi menjave tudi na trgu delovne sile oboji pripoznani kot formalno enaki, za kar morajo pač skrbeti določena pravna razmerja. Na ta način se pač nekje začne ideološka reprodukcija ločenosti delavcev od produkcijskih sredstev. Marx pozneje pač to razvija in razloži s konceptom blagovnega fetišizma, po katerem odnose med ljudmi določajo odnose med stvarmi. Tu še vedno pač lahko govorimo o neki družbi v okviru blagovnega fetišizma, pač o neki totaliteti, ki je utemeljena pač na predpostavki o postvarelosti odnosov. Močnik, na katerega se sklicujem, gre pač v neko drugo teoretsko smer, ki predvideva, da učinek blagovnega fetišizma sam ne more doseči te neke totalnosti učinka družbenosti, ker je pač vsaka posamezna družbena, recimo, instanca v reprodukciji ideologije oziroma učinke celota pač že povratno odvisna od učinka totalnosti, pač zapadli bi v nek krog. Ki pač ta predpostavka sama po sebi je krožna, pač lahko jo pa na določen način rešujemo s tem, da opazujemo, kako se učinek celote vzpostavlja pač vedno znova, kako pač ni nič že izgotovljenega, ampak se v posameznih zgodovinskih situacijah pač vzpostavlja skozi množico nekih partikularnih razmerij, bojev, zavezništev in tako naprej.
Recimo na tej točki je marksizu vseeno mogoče pripojiti tudi Foucaulta in ostale postmarksistične teoretike, ki analizirajo ravno te neke partikularnosti, sprotne, zgodovinsko-partikularne spremembe, diskontinuitete, dinamike, ki pač proizvaja nek učinek totalnosti. V tem pogledu so pač ti antimarksistični pogledi, ki sem jih omenjal, včasih precej bolj konzervativni kot sam marksizem, za katerega pač predpostavljajo neko konzervativnost. Tudi sam Močnik pri analizi neke ideologije tle uporabi referenco in na Foucaulta in na Deborja, recimo. OCD. Ja. Močnik pač pri tem opaža, da v neoliberalizmu pač pripelje do obratne neke logike ideologije, kot se to zgodi v blagovnem fetišizmu. Marx mehanizem pač blagovnega fetišizma opredeli tako. Citiram, neki določeni družbeni odnos med ljudmi samimi privzame zanje fantazmagorično obliko odnosa med stvarmi. Močnik opaža, da gre v neoliberalizmu smer mistifikacije ravno v nasprotno smer, namreč citiram, družbene razmerja podrejenosti in gospodstva za vpletene zadobivajo fantazmagorično obliko razmerij med svobodnimi in enakimi posamezniki. Konec citata. Skratka, v neoliberalizmu neka družbena razmerja mistificirajo in sooblikujejo odnose v sami produkciji. Kar izgleda recimo približno tako, da posamezniki sebi pripisujo odgovornost za uspeh in neuspeh na trgu delovne sile in da se pač odnosi v sferi proizvodnje presežne vednosti mistificirajo, naprimer pride do pojava tega sodobnega šefa, ki je prijateljski, obenem pa pokroviteljski in tako spodbuja neko lojalnost, team building je pač podobne zadeve. Menedžeri se naprimer razumejo kot neke skupine tolp izjemnih posameznikov itd. Skratka, za naš čas je pač značilna neka globoka ponotranjenost atomiziranosti, ki vpliva na samo organizacijo dela povratno. Omenil sem že neko feudaliziranje odnosov, se mi zdi, kar je spet, tle se spet skriva drugi razlog za problematičnost koncepta blagovnega fetišizma. Poleg nezmožnosti ene distance, kot sem rekel, da bi vzpostavila učinek celote, ki vsaka instanca že predpostavlja učinek celote in pridemo v krožnost, je tle še druga stvar, namreč, da se v kapitalizmu vedno ohranjajo neke prvine prejšnjih produkcijskih načinov, kot so pač ravno te feudalne, ki sem jih omenil, in zaradi tega s konceptom blagovnega fetišizma, ki sam vzpostavlja neko totalnost, ne bi mogli razložiti prisotnosti teh starih, teh sledi. Rekel sem, za trenutno stanje je značilna neka skrajna atomiziranost, v bistvu poosebljene odnosov med stvarmi, če tako rečemo, parafraziramo paradoksno, ki se obenem lahko predstavlja kot neka oblika feudalnega skupnega delovanja, k čemu se bomo še vrnili. Današnji poskusi razumevanja rasizma do migrantov se pogosto znajdejo v slepi ulici, tudi na levici. Zdi se mi da k temu včasih prispeva tudi odpor do nekega postmarksizma, če tako rečemo, ki je po mojem izvajanju dosti neopravičen in upoštevanje nekih postmarksističnih teorij bi nam lahko pomagalo pri analizi tega rasizma. Recimo takoj, ko se odločimo, da bomo upoštevali tekst poznega Deleuza, ki je sam rekel, da se vrača nekako k Marksu, se lahko marsikaj razjasni. Deleuze v tekstu o družbi nadzora, ki če se ne motim, mogoče njegov zadnji tekst, najprej opozori na Foucaultov koncept disciplinske družbe, ki je nasledila družbo ancien režima, v katerem temeljni neko organizacijsko zakonitost ta temeljna zakonitost je suverenost vladarja. Če gre za suverenost za pobiranje davkov in oblast nad življenjem in smrtjo, gre pri disciplinski družbi za organiziranje dela v zaprtih prostorih.
najprej recimo zaprti prostor družine, potem zaprti prostor vojske in zaprti prostor tovarne. Vsi trije se med seboj pač deklarativno izključujejo, recimo pred izjav tipa zdaj si v vojski, nisi več v družini, ko si v tovarni, nisi več v vojski in tako naprej. V resnici pa pač organiziranje življenja znotraj te disciplinske družbe predpostavlja neko prehodnost med vsemi pač temi zaprtimi prostori. Cilj pač organizacije znotraj posameznih zaprtih prostorov je ustvariti neko harmonijo iz množice teles, pač narediti eno samo telo, ki bo pač na najbolj možen učinkovit način proizvajala presežno vrednost. Na prehodu v družbo nadzora institucije disciplinske družbe, kot so pač omenjene družine, šola, obvezna vojska izginjajo, institucija, produkcija pač postane korporacija, kar predpostavlja metaforično podolozo nek prehod iz trdnega v plinasto stanje. Ni skratka več nekega prostora, ki bi omejeval gibanje v času delovnega dne na način, kot se je pač to dogajalo prej. V preteklosti sta postajali pač dva načina markiranja delavcev. En je bil podpis, ki je pač določal individualnost, drugi je bil številka, ki je določal njegovo mesto znotraj množice. Tle se zdi recimo, da je koncentracijsko taborišče skrajne izpeljave disciplinske družbe, v kateri individualnost izgine pač in ostane samo ta številka. Podpis izgine in ostane številka. Ampak seveda pač podpis individuuma zgodovinsko osnovi že predpostavlja pač vzpostavitev te številke, ki je prisotna pri koncentracijskem taborišču. Danes po DLZ-u znotraj družbe nadzora podpis in številko nadomesti geslo. Geslo je tisto, ki pač omogoča gibanje in udeležbo. V plinastem stanju korporacije se lahko delovna sila v bistvu giblje, na nek način na videz svobodno, ampak vse dokler več sledi tokovom kapitala, ki se vedno znova deteritorializira in teritorializira pač po celotnem območju zemeljske oble. Če gremo zdaj končno na trole. Za začetek bi pač trole umestil skupino, ki jo bom imenoval komentarjat, ki pač redno komentira tako imenovano migrantsko krizo, kakor jo pač imenujejo mediji, in pač komentarjat reproducira in producira nek rasistični diskurs. Torej, znotraj pač njihovega diskurza v bistvu lahko prepoznamo neko točko, ki se nahaja na čisti površini, ampak v analizah ponavadi ostaja nezapažena. To je v bistvu točka, kjer komentarjat očita migrantom, da se lahko po svetu gibljajo brez mejne kontrole in brez potnih listov. S tem v bistvu artikulirajo natanko neko razmerje med disciplinsko družbo in družbo nadzora. To, kar pač preko medijev deluje kot prost prehod migrantov, ki ima v realnosti seveda številne prepreke in se sooča številnim policijsko represijo in tako naprej. Ampak to, kar se v medijih kaže kot prost prehod migrantov, v bistvu ni eksces v družbi nadzora, ampak temeljni element delovanja. Na eni strani imamo torej komentarjat, ki je zaprt v neke državne tvorbe, pogosto tudi v še izginjajoče, recimo, disciplinske ustanove. Na drugi strani pa migrante, za katere se tem ljudem zdi, da imajo neko pomembno geslo, kot pravi DLZ, ki jim pač omogoča prehajanje meja, da imajo pač neko skrivno besedo, neko magično, karkoli. Pač to je ena plat tega problema. Druga plat so v bistvu neki mobilni predstavniki delovne sile na zahodu, ki so lahko višje izobraženi, opravljajo prekarna dela, se bolj gibljajo, ampak je njihovo delo pač bolj omejeno in večkrat blokirano strani pretoka kapitala, medtem ko se jim spet zdi, da pač pri migrantih ni tako.
lahko bi špekulirali, da pač na eni strani govorimo o delu klasičnega blue collar proletariata, na drugi strani pa o delu recimo srednjega razreda. In migranti so pač v tem pogledu ravno točka, kjer pride do prešitja med njimi in mogoče bi lahko tu iskali nek silovit učinek odpora med njim, neko množično, ne vem, fašistoidno, fašistično, antimigransko koalicijo. Skratka, v nekem resentimentu, ki izhaja iz prehoda iz disciplinske družbe v družbo nadzora. Tle bi se spet navezal na Močnika, na njegov esej, v katerem obravnava ravno vprašanje tolerance in nestrpnosti in pač tolerančnih kampanj, kako so se imenovali takrat očitno. V uvodnem delu tega eseja poskuša razdelati vpliv tolerančnih kampanj onkraj samega razrednega boja, pač poskusimo, če je to mogoče, in postavi določeno shemo. Recimo, da imajo posamezniki oziroma družbe, če tako imenujemo, korist od multikulturalizma in da imajo korist od prihoda in sprejemanja migrantov vsi, da to pripomore k standardu in podobno. Ampak korist se lahko pojavi recimo v nekem globalnem merilu, se vzpostavlja mednarodna solidarnost in s tem pač določene možnosti mednarodnega organiziranja pač delavstva. Ukoliko recimo množice delavcev sprejme migrante na svojih tleh, lahko po drugi strani jim to koristi tudi navznotraj, se pač lahko migrante na podlagi pač delavskega boja povežejo in naredijo pač večjo množico odpora, v kateri se bo eni in drugi prepoznavali sorodne probleme in tako naprej. Ampak recimo tle že nastopi to simbolno ideološko posredovanje v obliki nekega prepričanja, naprimer, da je človek človeku volk, da je pač nesolidarnost v človekovi naravi in potem se pač v tem primeru je računica posameznikov naslednja. Posameznik razmišlja, da bi bilo migrante sicer koristno sprejeti, če bi jih vsi sprejeli in sproti njim v osnovi ni sovražen, ampak kolikor ob tem predpostavljajo, da se pač da se posamezniki ne morejo povezati v množico, ukoliko res velja zakonitost človeku volk, ki je pač neka del človeške narave, je pač prihod migrantov za njih kot individume pač škodljiv, ker predstavlja pač nek dumping. Ne? Tako da se je paradoksno ravno iz nezmožnosti, da bi se ustvarila neka skupnost, ustvari vseeno neka skupnost, ki pa ni skupnost solidarnosti, ampak je pač skupnost nestrpnih individumov. Ni možnost preboja v skupnostno delovanje, to je neka predpostavka, je nek horizont tistega, čemur Fischer reče kapitalistični realizem. In pač ja, ravno ta nezmožnost, to je pač osnovna poteza tle, ravno nezmožnost skupnosti na svoj način formira skupnost. Tle je medij spletnega komentiranja lahko bistven. Ravno v komentatorskih sekcijah prihaja do nazornega prikaza tega neoliberalnega konsenza. Množica anonimnih, lahko bi rekli, abstraktnih posameznikov ima vsak svojo ložo v neki topologiji pač in izraža svoje mnenje. Vsakdo ostaja pač neločljivo zaprt v svojo ložo, iz katere pač ne more preiti že čist na podlagi tega, kako so comment sekcije programiranje v neko skupnostno delovanje, prelivanje in tako naprej. Skratka, vsako okence ima svoje mnenje, ima svoje meje. Ampak je ravno komentarjat pač na drugi strani v bistvu tvori eden ključnih subjektov sodobne politike, ki ga pač ne smemo podcenjevati. Recimo Steve Bannon, zdajšnji glavni svetovalec Trumpa, prej pa pač vodja alt-right portala Breitbart, je postavil trditev, da je komentarjat ključni akter političnih sprememb, kar se je najbrž po svoje pokazalo ob izvolitvi Trumpa. Forumi v bistvu na nek način lahko pomagajo subjektivirati politično telo. Individumi se iz svojih komentatorskih niš preselijo pač v nišo tega glasovalnega separeja, potem, ko se pač množično utrjujejo v svojem individualnem sovraštvu do migrantov. Tako na forumu kot pri volitvah imamo torej neko zelo podobni formi.
skrajno individualiziranost, ki pač ravno po zakonu, na katerega se ta individualiziranost vzpostavlja, prehaja v množičnost. Zdaj pa pač lahko upeljamo tudi, mislim, težko je sicer delati neko ločitev med navadnim komentarjatom in trolom, ampak recimo, da so pač troli bolj radikalni v osnovi. Karkoli zdaj to pomeni, pač zlorabljena beseda dosti. Vidimo lahko pač pri trolih neko pozivanje k nasilju, k skrajnemu nasilju nad migranti, pozive k novemu holokaustu, vrnitvi Hitlerja in tako naprej. Ampak se zdijo ti pozivi bistveno opredeljeni ravno značajem komunikacije v internetni sferi. Pač, ker so ti pozivi po eni strani zamejeni z neko nemočjo, z temi komentatorskimi ložami in anonimnostjo in nezmožnostjo skupnosti. Komentatorji so pač razvidno nemočni v dejanjenju svojih fantazij o nasilju, kar pač ravno ta nezmožnost pač odstranjuje moralne prepreke in pač ponuja neko transgresijo izjavljanja. Za trolovsko komentiranje je značilno, da vzpostavlja neko distanco do lastne želje. Pozivi pač k nasilju se lahko izvajajo samo ob zavesti, da se pač ne morejo uresničiti. Ravno ta nezmožnost uresničenja pa v bistvu rasistični diskurs reproducira in ga razplamteva, kar pač pripelje do volilnih odločitev in potem pač recimo zmaga Trump ali pa nekje pride do vzpona neofašistov. Gre torej za paradoks, ki je komplementaren prejšnjemu. Skratka, imamo nezmožnost skupnosti, ki se realizira v neki liberalno-demokratični volilni skupnosti in imamo nezmožnost nasilja, ki vzdržuje in podpihuje nasilni diskurs in pripelje pač do nekih volilnih rezultatov. Zdaj, če to povežemo s samimi mediji, ki pač vzpostavljajo komentatorske sekcije. Hamid Dabashi je v svojem delu Islamic Theology of Liberation ugotavljal, da so islamistične ideologije pač v bistvu zgodovinsko preživete in so služile kot pač oblika kolonialnega odpora v 19. pač in delu 20. stoletja in so se izčrpale s propadom islamske revolucije v Iranu že. Pač evidentno po njegovem izvajanju ne ustreza več zgodovinski formi, v kateri se še vedno reproducirajo, ampak še vedno živijo. Ne? Kako zdaj pride tega? Predvsem so pač služile kot osnova po islamski revoluciji, kot neka osnova za militarizacijo oboroženih skupin, ki so jih pač financirale ZDA za boj proti Sovjetski zvezi. Gre pač za nekakšne postmoderne ideologije, za katere značilno, da so vedno značilno je pač, da so nekako anahronistične, da se pozivajo na pretekle ideologije, podobno kot pri hipsterjih recimo, obenem pa imajo svojo pač potrošniško vlogo, čeprav niso organski, ne rastejo nekako organsko iz aktualnih produkcijskih odnosov. Možne so bile pač v ožjem subkulturnem krogu nekih militantov in na podlagi finančnih prilivov od zunaj. Vseeno so pač te ideologije uspele s časoma obvladati in še vedno vladajo cele države in psevdodržave, čeprav recimo ne vzpostavljajo nekega približno smiselnega ekonomskega modela in njihov vzrok pač ni ekonomija, kot je to v svojem prispevku ISIS pač ugotavljal Aleš Mendiževec. Najbrž večina sicer prebivalcev držav, ki jim vladajo te ideološke skupine, sovraži to oblast, katere glavno oblika vladanja je pač zelo arhaična. Ta oblika vladanja predhaja celo disciplinarni oblasti in omenjene skupine vzpostavlja kot neke predmoderne suverene, ki odločajo o življenju in smrti in pač preprosto pobirajo davke, kot je pač to Foucault pisal. Dejansko je pač, kot je izvajal Mendiževec, ravno pobiranje davkov glavni vir njihovega financiranja. Ja, mediji pač svojim predstavljanjem islama, vemo, pač islam zvedajo na to podobo in tako so igranti ujeti med dve reprezentacije. Najprej je tu podoba množičnih gibanj migrantov, ki živijo v neki sodobnosti družbe nadzora in se gibljajo po svetu v skladu s kapitalskimi tokovi. Skratka, imajo domnevno pač več možnosti gibanja,
Na drugi strani je pa tu podoba arhaičnih barbarov, ki živijo v nekem predkapitalističnem redu, ker vladajo suvereni orientalski despoti, kar pač ogroža progres evropske civilizacije in nas želi pripeljati v družbo še pred disciplinarno obliko organizacije družbe. Podoba migrantov je torej dejansko podoba množice, ki ideološko obkroža, v nekem imaginariju dejansko obkroža z obeh možnih smeri evropske množice. Paul Virilio nekje govori o sodobni podvojitvi svetlobe. Na eni strani je naravna sončna svetloba in na drugi strani je svetloba pogleda TV ekranov, nadzornih kamer in podobno, danes množične prisotnosti domačih računalnikov itd. Nekako izpeljuje, da je za vzpon evropske civilizacije bistven, oziroma zahodne civilizacije bistven ravno register pogleda. Recimo, da se nek vzpon začne z odkritjem Amerike, z uzrtjem Amerike iz neke ladje. Ko govorimo o pomorščakih in trgovcih, ki so osvajali svet, pogosto govorimo tudi o ljudeh z vizijo. Sodobne možnosti gledanja dostavljajo svet ves čas v neposredno neko prisotnost opazovalcev. Virilio tle govori o vizualnem onesnaženju, daljava umira, pogled deluje na nekih visokih obratih, ima možnost dostopa, do bilo kakšnih golih teles, seksa, preko porničev, nasilnih ekscesov v svetu in tako naprej. Za jugoslovansko vojno se recimo reče, da je bila prva TV vojna. Pogledu so skratka dostopne največje daljave, ki ravno s to dostopnostjo izginejo. Pogled ima možnost dostopa do grotesknega, oskurmnega, skratka do tega, kar se načeloma lahko zamisli. Skritosti očitno izgleda, kot da ni več. S tem ko se čutnost v takšni smeri osredotoči na to instanco pogleda, prihaja do zanemarjanja ostalih čutnih kapacitet, ki ostajajo nerealizirane in v zadju, če upam, da pravilno parafraziram Virilija, kuhajo neke svoje vrste maščevanje nad pogledom in se realizirajo v raznih fantazmah in fantazijah. Za našo dobo je recimo značilno, da odrasli igrajo otroške igre, da otroci igrajo igre za odrasle. Odrasli na primer berejo fantazijske romane in otroci igrajo nasilne računalniške igre. Fantazija kot neka otroška kapaciteta postane izjemno poudarjena. V tej infantilizaciji se fantazme orientalskih barbarjih, ekscesnem nasilju, holokaustu in podobno toliko lažje razvijajo in reproducirajo. Ampak so bistveno odvisne ravno od medijev, od pogleda svetlobe računalniških ekranov in so v veliki meri virtualizirane, kar se sklada s to tezo, ki smo jo navedli o trolih in paradoksu od, recimo, pogojno odtujenosti, ki vzpostavlja neke realne učinke. Skratka, migranti so ujeti v te fantazme in Virilio ob koncu, ob izginotju distance opaža nek konec geografije. Namesto konca zgodovine naj bi imeli konec geografije, skratka. V svetu konca geografije posamezna velemesta delujejo kot neke vrste četrti globalnega mesta, v katerih recimo poteka, lahko rečemo, blagovna menjava. Velemesta so tudi kraji, v katerih obstajajo geti, v katerih živi migrantska populacija. Ta je seveda v enaki meri žrtev globalizacije, kot so žrtev globalizacije etično, recimo, pogojno domači delavci. Znana modrost je, da večina borcev, ki se pridružijo islamističnim grupacijam, prihaja iz dotičnih getov, kakor tudi večina teroristov. Tukaj imamo spet en postmoderni paradoks par excellence. Ravno tako kot etnično domača populacija živi v fantazmah v islamu, v istih fantazmah živijo tudi omenjeni borci in teroristi. Možnost ekscesnega nasilja, transgresije v nekih predmodernih islamističnih državnih tvorbah predstavlja možnost devastacije, pobega v getih. Tudi
tudi norost pač same razstrelitve mogoče lahko navežemo na problem vse splošne infantilizacije pač in delovanja fantazije. Tle se lahko, na ta način mogoče lahko razlažamo recimo neke fantazije o raju pač in seksualnih užitkih, porno užitkih, ki pač sledijo instantni smrti, neboleči, bolj ali manj in tako naprej. Imamo skratka dve obliki nasilja, ki sta bistveno določeni sodobnim stanjem kapitalizma, obenem pa je mogoče o njih špekulirati preko nekaterih recimo fenomenoloških koncepcij virilja. Že iz dosedanje izpeljave je pač razvidno, da gre za nasilje, ki nista subverzivni, ampak če poskusimo to teoretsko utemeljiti v okvirih teorije nasilja, ki je tle razvil Benjamin, je mogoče produktivna. Benjamin pač v svojem naseju o nasilju prepoznava neločljivo povezanost nasilja in prava. Kot bazično obliko nasilja predpostavi vojaško nasilje, katerega ključni cilj je pač ravno vzpostavitev neke oblike prava. Samo nasilje obenem pravo tudi vzdržuje. Primer združitve obeh oblik nasilja, skratka nasilja, ki pač vzpostavlja pravo in ki ga vzdržuje, je delovanje policije. Opozori pač, da ponavadi zmotno predvidevamo, da se policija dosledno drži vzpostavljenega prava. Nasprotno je pač mogoče opazovati, da policija ravno prekoračuje obstoječe pravo, da je pač to inherenten del njenega delovanja, na ta način, da reagira v situacijah, ki so pravno dvomljive in v katerih pač se ni mogoče odločati na podlagi obstoječih zakonov, obenem pa ravno pač svojim transgresiranjem prava garantira za obstoj prava, tako da ga pač upeljuje in to predstavlja neke vrste repliko izvorne vzpostavitve prava, ki ga pač Benjamin prikaže z modelom vojaškega nasilja. Skratka, izvenpravno nasilje policije ni v nobenem nasprotju s pravom, ki je pač že z vzpostavljenim pravom, ampak je pač replika izvorne vzpostavitve prava in lahko rečemo recimo, da Hitlerjevo nasilje ni v nasprotju s pravom bilo, ampak pač ravno nastopa kot neko nasilje, ki pravo vzpostavlja, pač seveda drugo pravo od obstoječega. Potem svojo koncepcijo prenese na nivo, na primer, stavke. Delavska stavka je recimo primer nasilja, ki je pravno dovoljena, kolikor ostaja v okvirih tega kompleksa pravo nasilje. Ampak Benjamin naredi tudi znotraj samih stavk distinkcijo in razlaga pač dve obliki te stavke. Ena je stavka kot nasilje, ki dejansko vztraja v okvirih prava in se druži recimo z obstoječo politiko, tako na način, da politiki na primer prisluhnejo zahtevam stavkajočih in jim temu primerno mogoče želijo za volilne glasove ugoditi skozi pravno dovoljeno obliko zamenjave oblasti v liberalni demokraciji in potem recimo z mesta oblasti, z mesta parlamentarne oblasti pač vplivati na zamenjavo kapitalistov, ki bodo izkoriščali delovno silo, pač mogoče ob določenih koncesijah in pač ob nekih večjih ugodih. Skratka, s tem oblikom stavke se pravni red reproducira. In tej stavki Benjamin pravi splošna stavka, politična splošna stavka. Nasproti tej stoji pač splošna proletarska stavka, ki pa zavrača vsako sprego z obstoječo politiko. Na tem mestu recimo citira Sorela, ki situacijo splošne proletarske stavke dosti slikovito opiše na način, da tu ni potem nobenih sociologov, intelektualcev, ki bi se odločili, da bo njihovo poslanstvo mišljenja za delavce. Ta stavka je revolucionarna in zelo preprosta, zavrača pravni red in kapitalistični režim v celoti in ga na ravni zavesti pač že izničuje in odpira se in v teh momentih se dejansko odpira potem perspektiva za revolucijo, za menjavo produkcijskega načina. In to obliko stavke pač
vseeno Benjamin poveže z nekim nasiljem, ki pa mu reče božansko nasilje. Znotraj božanskega nasilja je ravno, za razliko od ostalih oblik nasilja, implicirana neka odprava prava, ne pa že tudi vzpostavitev novega prava. Lahko sicer potem v primeru, da to božansko nasilje, da ta recimo takšna stavka začne revolucijo, pozneje je pač nujno, da vpelje določeno obliko nasilja, ki bo vzpostavljalo pravo. Ampak v samem momentu takšne stavke, v samem, recimo, v momentu, ko se vzpostavi revolucionarna zavest, pač to nasilje pravno še ni prisotno. Obenem pa med božanskim nasiljem in nasiljem, ki sem ga prvo opisal, nasiljem, ki pravo vzpostavlja in tistem, ki ga ohranja, obstaja še ena kategorija, ki jo Benjamin imenuje mitsko nasilje. To je pač neke vrste delikventno nasilje, ki se sklicuje na določeno že vzpostavljeno pravo, ki pa je izven prava, znotraj katerega živi. In to neko mitsko nasilje pač znotraj obstoječega prava zarisuje določene meje, lahko vpliva na obstoječe pravo, pogosto se sklicuje na religijo in s tem pač, čeprav razumem, pomaga konstruirati že obstoječe pravo, pač spreminja ga določene mere navznotraj. Lahko bi rekli, da je to reformistična oblika nasilja. Mislim, da bi natanko v bistvu v to skupino mitskega nasilja lahko vrstili nasilje teroristov. To je pač mitsko nasilje, ki svoje prepričanje črpa onkraj obstoječega prava, ampak deluje vseeno znotraj njega. Čeprav se sklicuje na Boga, po Benjaminovi klasifikaciji ni tudi božansko nasilje. Ampak je pač mogoče pri tem videti, da svojega vpliva na zakon ohranjajoče nasilje ne uveljavlja tako, da bi ga reguliralo v nek svoj prid, ampak v bistvu utrjuje agendo nasilja, ki zakon ohranja, in njemu pridruženega policijskega nasilja, ki pač zakon vzpostavlja. Recimo vsak teroristični napad utrjuje obstoječe pravo in mogoče izven pravno nasilje, recimo policijsko, ne vem, nasilje tajnih služb, ki vzpostavljajo pač že obstoječe pravo, tako da izstopajo iz njega. Pač na ta način ga lahko reproducirajo in ga pač popeljajo v nove oblike. Obenem ravno s to obliko pravo vzpostavljajočega nasilja krepijo recimo aparate družbe nadzora, ki so obenem ravno tisti, kot sem izvajal, zaradi katerih rasizem strani množic narašča in ki obenem potrjuje pač fantazm orientalskih barbarih. Na drugi strani je preprosto pač nasilje trolov, ki ni realiziralo na način, kot bi si želelo biti, ali pa ki imajo svoje inherentne omejitve, zaradi svoje nebogljenosti obsojeno na direktno podporo obstoječemu pravu, ki se realizira na volitvah, pač gre voliti Trump ali pa neofašisti. Se pravi, kljub temu, da troli in teroristi lahko deklarativno in verjetno ponavadi tudi stojijo na nasprotnih straneh, pač oboji pomagajo pravo ohranjajočega nasilja, oziroma oboje pomagajo nasilju, ki vzpostavlja pravo, in nasilju, ki ohranja pravo, ki vlada in se pač dopolnjuje v okvirih družbe nadzora. Pravzaprav bi pač mogoče bilo oceniti, da oboji na svoj način ohranjajo status quo, zaradi česar so mogoče strahovi pred vzpostavitvijo neke fašistične države pač neupravičeni. Tako teroristični in trolovski ekscesi so pač osnovna zakonitost obstoječega reda in pač družbe nadzora, njun sestavni element, pač ne pa nekaj, kar bi ga ogrožalo. Deleuze pred smrtjo v tem tekstu, na katerega sem se referiral, pove pač, da bodo njegovi, oziroma generacije, ki prihajajo, pač bodo morale ta nov režim šele razumeti in pač na podlagi tega razumevanja ukrepati. Skratka, zdi se, da je pred njimi nekaj, kar je še nemišljeno, kar še ni dotaknjeno, in pač mogoče je
to nedotaknjeno povezano ravno z tem, da se ugotovi, da je dejansko terorizem in da so pač troli neka osnovna zakonitost reda, v katerem živimo. To je to.